Kako je Kleopatra nadzorovala svet? Avgusta leta 30 pred Nudo Tito je Aleksandrija dokončno padla v roke Oktavijanove vojske. Oktavijan je rimski voditelj, ki ga bomo kasneje poznali kot Avgusta. Mark Antonij je bil že mrtev, Egipt pa je bil pod nadzorom Rima, Kleopatra pa je bila ujeta v svoji palači. Kleopatra je vedela, kaj jo najverjetneje čaka. Lahko bi jo odpeljali v Rim, jo razkazovali pred množico ljudi in jo naredili za živi simbol poraza Egipta. Za kraljico to ni bilo zgolj navadno ujetništvo, to je bilo javno ponižanje in jasen znak, da je njena moč končana. Čez nekaj dni so Kleopatro našli mrtvo, skupaj z njenima spremljevalkama Airas in Šarmion. Zaradi tega se je razširila zgodba, da jo je ugriznila strupena kača, ki so jo skrivaj prinesli v košari v palačo. To je različica, ki je postala znana v slikah, knjigah, filmih in zgodbah o njej. Toda obstaja velika težava. Nihče ni zares vedel, ali se je to res zgodilo. Pripovedi o njeni smrti so bile napisane po dogodku in tudi starodavni pisci niso zapisali enakih stvari. Po besedah Plutarha je nekdo rekel, da je bila uporabljena kača, vendar je tudi zapisal, da v sobi niso našli nobene kače. Obstaja tudi zgodba, da so na roki videli dve majhni znamenji ali sledi. Ne Kleopatra, vendar ni jasno, od kod so te sledi pravzaprav prišle. Nekateri starodavni zapisi celo pravijo, da je morda uporabila strupeno mazilo. Možno je tudi, da je bil strup v telo vnesen z majhnim in ostrim predmetom, na primer z iglo ali lasnico. To pomeni, da tudi ljudje, ki so živeli bližje času Kleopatre, niso imeli enotnega in jasnega odgovora, zakaj in kako je pravzaprav umrla. Tudi ni mogoče trditi, da jo je ubila egipčanska kobra. Ker lahko ta vrsta kače zraste več kot 1 meter in je nevarno, da bi jo prenašali ali nadzorovali. Težko je dokazati, da so jo lahko skrili v majhno košaro in jo prinesli na kraj, ki so ga varovali rimski vojaki. Obstaja še eno vprašanje. Kako je lahko skoraj istočasno ubila Kleopatro in njeni dve spremljevalki? Namreč ne vsak ugriz strupene kače vsebuje dovolj strupa. Prav tako ni zagotovila, da bo kača takoj ugriznila vsako osebo, ki jo približajo. Če je bila uporabljena samo ena kača, je težko zagotoviti, da bi lahko izločila smrtonosno količino strupa za 3 osebe. In nasprotno od tega, kar pogosto prikazujejo v filmih, ugriz kobre ne povzroči vedno hitre in tihe smrti. Njen strup lahko napade živčni sistem in postopoma oslabi mišice. Žrtev ima lahko težave s požiranjem, vidom, premitanjem in dihanjem. V hujših primerih lahko pride do zastoja dihanja. Torej, ali je mogoče, da je Kleopatro res ubila kača? Da, mogoče je. Vendar nimamo dovolj dokazov, da bi to lahko z gotovostjo trdili. Varneje je reči, da je Kleopatra najverjetneje umrla zaradi strupa, vendar pa natančnega načina ne poznamo. Lahko je bil ugriz kače, pijača, mazilo ali strup vnesen z majhno napravo. Jasno je le to. Kleopatra se je odločila umreti, preden bi jo kot ujetnico odpeljali v Rim. Z njeno smrtjo se je končala vladavina Ptolemajcev in Egipt je postal del rimske oblasti. Zdaj, če še vedno ni jasno, kako je umrla, zakaj je potem zgodba o kači postala tako slavna? Razlog je, da je Rim imel raje preprosto zgodbo. Lažje je povedati, da je Kleopatra umrla zaradi kače, kot pa razlagati, da je bila pametna kraljica, ki ni hotela biti razkazovana kot ujetnica svojega sovražnika. Kakorkoli že, pomemben del te zgodbe ni le, kateri strup je uporabila Kleopatra. Še pomembneje je, zakaj Kleopatra ni želela, da jo ujamejo živo. Nadaljujmo zgodbo. Oktavijan jo je želel odpeljati v Rim kot ujetnico. Na rimskem triumfu so poražene voditelje skupaj z bogastvom in ujetimi vojaki iz vojne razkazovali pred javnostjo. Za Oktavijana bi živa Kleopatra predstavljala največji simbol njegove zmage, a kraljica ga je prehitela. Po besedah starodavnega zgodovinarja Plutarha je Oktavijan, ko je izvedel, da je Kleopatra morda mrtva, takoj poslal ljudi na njeno lokacijo. Našli so kraljico, ki je ležala, medtem ko sta tudi njeni dve spremljevalki umirali. Obstaja tudi starodavna zgodba, ki pravi, da je Oktavijan poklical ljudi, ki so bili vešči ravnanja s kačami, da bi poskusili odstraniti strup, a vendarle niso mogli rešiti Kleopatre. Ne vemo, ali je vsaka podrobnost resnična, ker so bili zapisi napisani po njenem času in se njihove zgodbe razlikujejo. Jasno je, da Oktavijan ni dobil žive ujetnice, ki si jo je želel. Namesto da bi jo razkazovali v Rimu, je Kleopatra umrla kot kraljica in bila pokopana skupaj z Markom Antonijem.
Poglobimo še malo razpravo, kdo je pravzaprav bila Kleopatra. V filmih jo pogosto prikazujejo kot žensko, ki se je zanašala le na svojo lepoto, da bi nadzorovala mogočne moške. A vendar to ni celotna zgodba. Prav tako nimamo dovolj dokazov, da bi natančno vedeli, kako je izgledala. Njen obraz na starih kovancih ima oster in rahlo ukrivljen nos ter resen izraz. Vendar teh kovancev ne smemo obravnavati kot sodobne fotografije. V antičnih časih so bili obrazi na kovancih uporabljeni tudi kot politična podoba. Pogosto so bili oblikovani tako, da so izgledali močni, mogočni in vredni vladarskega položaja. Na nekaterih kovancih sta bila obraza Kleopatre in Marka Antonija skoraj enaka, da bi pokazali, da sta enakovredna politična partnerja. Zato ne moremo reči, ali je bila lepa ali ne. Kleopatro lahko presojamo le na podlagi kovancev. Kleopatra ni izvirala iz stare egipčanske kraljeve družine. Pripadala je dinastiji Ptolemajcev, družini z makedonsko-grškim poreklom. Ta dinastija se je začela s Ptolemajem I., enim od generalov Aleksandra Velikega. Po smrti Aleksandra je Ptolemaj prevzel nadzor nad Egiptom. Od takrat je njegova družina skoraj 300 let vladala državi. Ptolemajska kraljeva družina je bila znana tudi po porokah med sorodniki. Bili so kralji in kraljice, ki so se poročili s svojimi lastnimi brati ali sestrami, da bi prestol in bogastvo ostala v družini. Pravzaprav Kleopatra ni bila povsem grškega rodu. Znana je bila linija njenega očeta, vendar še vedno ni jasno, kdo je bila njena mati. Zato obstaja del njenega porekla, o katerem ne moremo ničesar zagotovo reči. Kar je pri Kleopatri res občudovanja vredno, pa sta njena izobrazba in vodstvene sposobnosti. Po Plutarhu je znala govoriti veliko jezikov in redko uporabljala tolmača, ko je govorila s tujimi gosti. Sem naj bi spadala tudi egipčanska in nekatera druga jezika, ki so jih govorili ljudje iz sosednjih kraljestev. Njeno učenje egipčanskega jezika je bilo zelo pomembno. Veliko prejšnjih ptolemajskih vladarjev je vladalo Egiptu z grščino kot glavnim jezikom palače in vlade. Kleopatra pa je znala govoriti jezik ljudi, ki jim je vladala. Ne moremo natančno določiti, koliko jezikov je znala, vendar je jasno, da je jezik uporabljala kot politično orodje. Lažje je komunicirala z ambasadorji, uradniki in ljudmi iz različnih delov svojega kraljestva. Obstajajo tudi poročila, da jo zanimata medicina, filozofija in druga področja študija. Obstajajo nekateri starodavni medicinski in kozmetični zapisi, ki nosijo ime Kleopatra, vendar ni jasno, ali jih je slavna kraljica sama napisala. Veliko žensk v antičnem svetu je namreč imelo isto ime. Odraščala je tudi v Aleksandriji, enem najpomembnejših središč izobraževanja in znanja v antičnem svetu. Prejela je izobrazbo, ki je bila primerna za kraljevsko vladarico. Kleopatra je bila tudi vladarica bogatega, a ogroženega kraljestva. Morala je skrbeti za hrano, davke, trgovino, vojsko in odnose Egipta z Rimom. Obsežna zemljišča okoli Nila so jim zagotavljala ogromno žita. Zato je bil Egipt izjemno pomemben za celotno Sredozemlje. Kleopatra je vedela, da njeno kraljestvo ne more premagati Rima v neposrednem spopadu. Rimska vojska je bila večja, njihova vojska bolj organizirana in njihov nadzor nad ozemlji širši. Zato je uporabila drugačno orožje, sklenila je zavezništva. Sodelovala je z najmočnejšimi rimskimi voditelji. Uporabila je bogastvo in hrano Egipta, da bi ohranila svoj prestol. In trudila se je, da bi njeno kraljestvo postalo pomembno za ljudi, ki bi ga lahko zaščitili. To ni preprosta ljubezenska zgodba. To je bil boj za ohranitev svobode Egipta, medtem ko je Rim postajal vse močnejši. In ko diplomacija, bogastvo in politične zveze niso bile več dovolj, je bila Kleopatra prisiljena soočiti se z nasprotnikom, ki ga na bojišču ni mogla več ustaviti. Ker Egipta ni bilo več mogoče rešiti z vojaško silo, so za Kleopatro postali še pomembnejši simboli, besede in politična strategija. In tukaj nastopi kobra. V starem Egiptu so pokončno kobro, ki jo vidimo na kroni kraljev in kraljic, imenovali Urius. To je bil simbol kraljevske avtoritete in zaščite boginje Vadžet. Za Egipčane je bilo njegovo sporočilo jasno. Oseba, ki je nosila kobro na kroni, je imela pravico vladati in so jo bogovi varovali. Zato je lahko razumeti, zakaj je zgodba, da je Kleopatra umrla zaradi kobre, postala tako mogočna. To se ujema s podobo egipčanske kraljice. Kljub temu obstaja še ena kontroverzna zgodba o Kleopatri. Po nekaterih starodavnih zapisih naj bi Kleopatra pred svojo smrtjo preučevala učinke različnih strupov na zapornikih, ki jih je obsodila na smrt.
Njen namen naj bi bil ugotoviti, kateri način je najhitrejši in najmanj boleč. Ni pa gotovo, ali je Kleopatra res imela skrivni laboratorij. Ali je res izvajala poskuse s trupi, ni znano. Jasno pa je le, da si je pripravila način, da je ne bi ujeli živo. Kljub temu je Kleopatra skoraj 20 let ohranjala svojo moč, preden je Egipt padel, čeprav je Rim neprestano postajal močnejši. Tega ni dosegla samo zaradi svoje lepote. Po Plutarhu so bili bolj opazni Kleopatrina inteligenca, glas in način pogovora. Hitro je razumela, kaj sogovornik želi in potrebuje. Ko je spoznala Julija Cezarja, sta oba nekaj potrebovala drug od drugega. Kleopatra je potrebovala Cezarjevo pomoč, da bi si povrnila prestol od svojega brata Ptolemaja 23. Cezar pa je moral zagotoviti, da Egipt ostane stabilen, saj je bil pomemben za prehrano in bogastvo Rima. Med njima se je razvilo razmerje in imela sta sina Cezariona. Toda njuno razmerje ni temeljilo samo na ljubezni, bila je tudi politična zveza, ki je koristila obema. Ko je bil Cezar leta 44 pri Senajomštatu ubit, je bil položaj Kleopatre znova ogrožen. Oblast v Rimu je bila razdeljena, eden najmočnejših rimskih voditeljev takrat pa je bil Mark Antonij. Ko je Mark Antonij poklical Kleopatro v Tars, je prišla kot mogočna kraljica. Pokazala je bogastvo Egipta in dokazala, da lahko zagotovi denar, hrano, ladje in vojake. Mark Antonij je potreboval egipčanske vire za svoje vojaške načrte. Kleopatra pa je potrebovala močnega zaveznika v Rimu, da bi zaščitila svoje kraljestvo. Zaradi tega sta postala zaveznika. Kasneje sta postala tudi ljubimca in imela otroke. Njuno razmerje ni temeljilo le na ljubezni. Oba sta potrebovala moč in pomoč drug drugega. Obstaja ena znana zgodba o njiju. Po besedah Plinija starejšega naj bi se Kleopatra stavila z Antonijem. Rekla je, da lahko zapravi ogromno vsoto denarja samo za en obrok. Vzela naj bi dragocen biser iz svoje uhane, ga dala v močan kis in ga nato popila. Verjetneje je to storila, da bi pokazala ogromno bogastvo Egipta, ne pa kot zdravilo ali energijsko pijačo. Kot da bi Antoniju pokazala, da Egipt ni navadno kraljestvo in da ni kraljica, ki bi ji bilo mogoče zlahka ukazovati. Tukaj se pokaže prava moč Kleopatre. Uporabila je svojo pamet, izobrazbo, sposobnost govoriti različne jezike in veliko bogastvo Egipta. Toda med tem, ko se je zanašala na Antonija, je še en njun sovražnik še naprej krepil svojo moč in to je bil Oktavijan. In naj dodam, ni trdnih dokazov, da bi Kleopatra uporabljala parfume za nadzor nad umom Marka Antonija. Res je, da je Egipt slovel po izdelavi parfumov in kadil. Ena izmed znanih egipčanskih kadil je bil kefaj, ki so ga lahko izdelovali tudi iz konoplje. To so vino, rozine, mira, smola in druge rastline. Uporabljali so ga v templjih, domovih, medicini in verskih obredih. Vendar to ni bila skrivna kemikalija, ki bi lahko naredila rimskega generala pokornega. Ko se je Kleopatra srečala z Antonijem v Tarsu, so starodavni zapisi njeno ladjo opisovali kot izjemno razkošno. Bila je glasba, draga tkanina, luči in dišeč dim. To ni bila zgolj preprosta dekoracija. Previdno je razkazovala bogastvo in moč Egipta. Vedela je, da ni dovolj, če pride le s pismom in nekaj spremljevalci. Morala je narediti vtis na Antonija. Soočil se je s kraljico, ki ima denar, ladje, hrano in veliko kraljestvo, ki bi lahko pomagalo njegovim vojaškim načrtom. To je bilo učinkovito, ker je zaradi tega sklenil zavezništvo s Kleopatro, saj je potreboval vire Egipta. Oba sta imela veliko koristi drug od drugega. Kleopatra je Antoniju zagotovila finančno in vojaško podporo. Antonij je pomagal ohraniti njen prestol in ponovno pridobiti nekaj nekdanjih ozemelj Ptolemajskega kraljestva. To pomeni, da ju ni združil skrivni ljubezenski napoj. Oba sta imela politične cilje in to že prej, in ko je Kleopatra obiskala Rim. Kleopatra je živela v Rimu skupaj s svojim sinom Cezarionom, dokler je bil Julij Cezar še živ. To je bil takrat velik škandal, saj je bil on tujec in oče. In pravijo, da je Cezarion Cezarjev sin. Vendar ni res, da je samo Kleopatra prinesla znanost in nova znanja v Rim. Še preden je prišla, so si Egipt, Grčija in Rim že dolgo izmenjevali znanje. Jasna ponazoritev tega je rimski koledar. Preden je Julij Cezar uredil rimski koledar, je bilo število dni v njem napačno in ni več ustrezalo letnim časom. Zato so morali dodajati dneve ali mesece.
In včasih so to izkoriščali politiki, da bi si podaljšali mandat. Leta 46 pred njeno noštetuve je Cezar uredil sistem. Pomagali so mu astronomi in matematiki, med njimi učenjak Sozigen, ki ga običajno povezujejo z Aleksandrijo. Novi julijanski koledar je uporabljal sončno leto s 365 dnevi in dodatnim dnem vsaka 4 leta. To je postalo osnova za koledar, ki ga je večji del sveta uporabljal stoletja. Vendar za to ni zgodovinskih dokazov. Ne Kleopatra, Sosigen ali pa on sam je ukazal Cezarju, naj spremeni koledar. Možno je, da so vplivale tudi egipčanske in grške astronomske vede. Vendar je bila reforma projekt Cezarja in njegovih svetovalcev. Tudi naš sodobni koledar ni povsem enak julijanskemu koledarju. Leta 1582 so ga dodatno popravili v okviru gregorijanske reforme, ker je bila v julijanskem letu majhna napaka v dolžini leta. To je izvor gregorijanskega koledarja in se danes široko uporablja. Zato ima del egipčanskega in aleksandrijskega znanja mesto v dolgi zgodovini našega današnjega koledarja. Obstajajo tudi zgodbe, ki pravijo, da je Kleopatra učila Cezarja vladati kot egipčanski božji kralj. Res je, da je imel Cezar izjemno moč. Imeli so ga za diktatorja za vse življenje. Njegovo podobo so dali na kovance in podelili so mu časti, zaradi katerih je bilo veliko senatorjev zaskrbljenih. Vendar ni jasno, ali si je res želel postati kralj. Še manj je dokazal, da je Kleopatra vcepila to egipčansko idejo v njegovo glavo. Boj za osebno moč je bil že dolgo del rimske politike. Preden je Kleopatra sploh prišla, je Rim že doživel državljanske vojne, diktaturo Sule in vzpon mogočnih generalov. Umor Cezarja leta 44 pred Tavanešenštutu je bil posledica strahu nekaterih senatorjev, da uničuje republiko. To ni bila preprosta posledica vpliva ene egipčanske kraljice. Po novi državljanski vojni je Oktavijan postal najmočnejši voditelj. Prevzel je ime Avgust in postal prvi rimski cesar. A to ne pomeni, da je preprosto posnemal Kleopatrin načrt. Previdno je ohranil stara imena in urade republike, čeprav je resnična moč bila v njegovih rokah. Nikoli se ni odkrito imenoval za kralja. Namesto tega se je predstavil kot branilec miru in reda. Imperialni sistem Rima se je razvil iz lastne politične krize republike. Rimski cesarji so lahko uporabljali nekatere ideje in simbole iz Egipta ter drugih osvojenih kultur. Vendar to ni bil enoten sistem, ki bi ga ustvarila Kleopatra. Vpliv Egipta je bolj očiten v umetnosti, religiji in javnih spomenikih Rima. Po osvojitvi Egipta so rimski cesarji v Rim prinesli obeliske. Zgradili so tudi stavbe in okrasje v egipčanskem slogu. Za njih so ti simboli predstavljali bogastvo, moč in obsežno ozemlje, ki ga je nadzorovalo rimsko cesarstvo. Resnično. Občudovali so tudi egipčansko boginjo Izido. Toda njen kult se je razširil že pred smrtjo Kleopatre. Ta vera se je razširila v grških in sredozemskih skupnostih, preden je postala priljubljena v različnih delih rimskega cesarstva. Izida je postala privlačna mnogim ljudem, saj so jo povezovali z materinstvom, zaščito, morjem in življenjem po smrti. Imela je lastne obrede in tesno povezano versko skupnost. Kleopatra je uporabila podobo Izide, da bi okrepila svojo legitimnost kot kraljica. Na nekaterih javnih slovesnostih in kraljevih podobah se je predstavljala kot povezana z boginjo ali kot njeno živo utelešenje. Vendar to ne dokazuje, da je prav ona razširila kult Izide po celotnem Rimu. Podoba Izide, ki drži Horusa, je podobna podobi Marije, ki drži Jezusa. Vendar to ne pomeni, da sta obe veri enaki. V tistem času je bila podoba matere z otrokom povsem običajna. Egipt, Grčija in Rim so si prav tako izmenjevali umetniške sloge, vendar pa sta zgodba in prepričanje za obema podobama različna. Enako velja za oblačila, palico in klobuk verskih voditeljev. Čeprav so si po videzu podobni, to ne pomeni, da je bilo vse neposredno kopirano iz starega Egipta. Še ena stvar, ki jo pogosto obdaja skrivnost, je velik egipčanski obelisk na trgu svetega Petra v Vatikanu. Res je, da izvira iz Egipta, v Rim so ga pripeljali v času cesarja Kanana. Nekaj desetletij po smrti Kleopatre, najprej so ga postavili v rimski cirkus, ki so ga kasneje povezovali s cesarjem Neronom. Leta 1586 ga je papež Sixt V dal prestaviti na sedanji položaj. Dodali so mu križ in krščanske napise. Zato to ni skrivni dokaz, da Vatikan časti egipčanskega sončnega boga. To je nekdanji rimski spomenik, ki so mu dali nov krščanski pomen. To
To je bilo običajno v preteklosti, da so nove religije ali oblasti ponovno uporabile stare stavbe in predmete, da bi pokazale, da je bila prejšnja oblast zamenjana. Ni najmanj ni dokazal, da je bil trg Svetega Petra namenoma oblikovan tako, da bi izgledal kot egipčanski anh ali ključavnica. Oblikovanje trga je v 17. stoletju ustvaril Gian Lorenzo Bernini, da bi zagotovil širok prostor za verska zbiranja. Največja osebna težava Oktavijana niso bili obeliski ali stari bogovi. To je bil Kleopatrin sin Cezarion. Cezarion se je rodil leta 47 prej v Natrum Štutado. Kleopatra je razglasila, da je Cezarion sin Julija Cezarja. Priznan je bil kot savladar Egipta, vendar ga Cezar uradno ni priznal kot zakonitega dediča v Rimu. Cezar je v svoji oporoki priznal drugega dediča, Oktavijana. Ko je Aleksandrija padla, je Kleopatra poslala Cezariona proti jugu, verjetno da bi pobegnil preko Rdečega morja. Po Plutarhu so ga prepričali, naj se vrne. Obljubili so mu, da bo lahko vladal. A to se ni zgodilo. Zgodovinarji običajno menijo, da ga je Oktavijan dal usmrtiti. Bil je še otrok, a njegovo ime je predstavljalo veliko politično grožnjo. Dokler je bil Cezareol živ, so ga lahko Oktavijanovi nasprotniki uporabili kot domnevnega pravega sina Julija Cezarja. Izrek, da je preveč Cezarjev slabo, so pripisali Oktavijanovemu svetovalcu. Morda je to le besedna igra, ki so jo zapisali antični zgodovinarji. A sporočilo je jasno. Posledično se Cezareon nikoli več ni pojavil kot živi vladar. Ni najmanj zanesljivih dokazov ni, da bi pobegnil v Indijo, se skril v Etiopiji ali imel skrivno potomstvo v Evropi. Dejstvo, da njegovega groba niso našli, ni dokaz, da je preživel. Veliko grobov in teles iz antičnega sveta namreč prav tako ni bilo nikoli najdenih. Z njegovo smrtjo se je končala Ptolemajska dinastija. Egipt je postal rimska provinca, ogromno bogastvo in zaloge žita pa so prešle pod nadzor Oktavijana. Toda rimska vojska ni bila edini razlog za padec kraljestva. V času Kleopatre je Egipt doživljal politične spore, visoke davke, težave z dolgovi in več let nizkega vodostaja Nila. Ko je bil vodostaj Nila nizek, so lahko posadili manj pridelkov in cene hrane so narasle. Obstaja tudi sodobna študija, ki povezuje šibke poplave Nila z velikimi vulkanskimi izbruhi v drugih delih sveta. Pepel in žveplo iz izbruha lahko vplivata na količino dežja, ki pade na izvir Nila. To ni uničilo Egipta, vendar je oslabilo gospodarstvo in otežilo vladi pobiranje davkov, prehranjevanje ljudi ter financiranje vojske. Tudi genetika ni glavni razlog za propad Kleopatrine družine. Res je, da so bile poroke med sorodniki pogoste v ptolemajski kraljevi družini, vendar to ni dovolj, da bi pojasnili izgubo njihovega kraljestva. Njihova večja težava je bila Rim. Imel je večjo vojsko, več vojakov in širši nadzor nad Sredozemljem. Kleopatra se je zanašala na zavezništva z rimskimi voditelji, vendar so bili ti voditelji zaposleni z lastnimi boji za oblast. Leta 31 pred našim štutovan sta bila Mark Antonij in Kleopatra poražena v bitki pri Akciju. Izgubila sta velik del svoje flote in mnogi njuni zavezniki so prestopili k Oktavijanu. Potem skoraj da nista imela več možnosti, da bi branila Egipt. A čeprav je Kleopatra izgubila, njeno ime ni izginilo iz zgodovine, ne zato, ker bi skrivaj spremenila Rim. Zapomnili so si jo, ker je spretno uporabila svojo pamet, jezik, bogastvo in politična zavezništva, da je ohranila svoje kraljestvo, dokler je le mogla. Egipt ima tudi povezavo s prvotnim konceptom kipa svobode. Preden je Frederik August Bartholdi ustvaril kip svobode, je najprej predlagal velik kip za Sueški prekop. To je bila egipčanska ženska, ki je držala svetilko. Projekt ni bil izveden, ker je bil predrag. Kasneje je ustvaril drug kip za Združene države Amerike. Ta je postal kip svobode. Oba koncepta sta si podobna, ker sta obe ženski s svetilko v roki, vendar kip svobode ni kip boginje Izide. To je simbol svobode in prijateljstva med Francijo in Združenimi državami. Ni potrebnih nobenih zarot, da bi bila zgodba o Kleopatri osupljiva. Vladala je Egiptu skoraj 22 let, medtem ko je Rim postajal vse močnejši. Uporabila je svojo pamet, bogastvo in zavezništva, da je ohranila neodvisnost svoje države. Ni uspela preprečiti osvajanja Egipta, vendar je zgodovina ni mogla pozabiti. Več kot 2000 let po njeni smrti je Kleopatra še vedno bolj znana kot Oktavijan, rimski voditelj, ki jo je premagal.